Danes pa te popeljem malo v zakulisje in s tabo bom delila en primer podjetnice, ki si lahko ustvari v bistvu svoj sistem, zato da ima nekako sistem za pridobivanje strank, sistem, ki jih ogreva, gradi z njimi odnose in jih potem vodi tudi v ponovne nakupe oziroma v priporočila. Če te zanima več o tem, potem te vabim, da poslušaš naprej. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Torej, dajva zdaj vzeti za primer eno podjetnico, recimo Metko, to je čisto izmišljena podjetnica, tudi vse v njej je izmišljeno, tako da če se slučajno prepoznaš v njej, pač lahko vzameš seveda svoje ideje tudi zase in tako naprej. Če nisi točno v tej branži, pa lahko vidiš, kako se v bistvu lahko postaviš svoj sistem, ki to bo deloval. Če ti je katera ideja, ti mogoče je blizu ali kaj takšnega, pa jo seveda uporabi tudi v svojem poslu. Moja ideja pa je, da ti v bistvu pokažem, da si lahko tudi ti sam oziroma sama postaviš tak celostni sistem, ki ti bo potem tudi deloval. Zdaj, če se s tem ne želiš ukvarjati, lahko pogledaš tudi spodaj v opisu, bom dodala link do enega programčka, kjer ti pri tem jaz pomagam, ampak čez ta video pa te popeljem v bistvu čez te sisteme, kako jih lahko vključiš v svoj posel. Zakaj? Zato, da ti prihranijo več časa in pa prinašajo tudi več strank oziroma več denarja. Kar si verjetno vsi želimo, če smo na poslovni poti, to ni naš hobi, tako da je zelo pomembno, da od tega tudi lepo zaslužimo. Zdaj pa poglejmo recimo, da vzamemo za primer podjetnico Metko, ki je stilistka za podjetnice, ki želijo izgledati profesionalno na spletu. Torej, ona se v bistvu fokusira v svojem poslu na podjetnice, ki delujejo na spletu in ko imajo recimo tako kot zdaj to, Zoom srečanje in tako naprej, jih želi torej podpreti, da vizualno, torej stilsko izgledajo kar se da lepo. In zdaj, kako bi lahko ta sistem postavili? Pa če greva kar pogledati, recimo, da je to naša spletna stran. Spletna stran je v bistvu nekako vse, ta celota, kjer bo ta sistem tudi vključen in bo delovala v bistvu kot naš prodajalec in pa asistent. Če si že v moji družbi nekaj časa, potem najbrž veš, da jaz zelo zagovarjam to, da je v bistvu namen spletne strani ni samo sama sebi namen ali pa da je okrasek, ampak da je v bistvu tvoj pomočnik, tvoj asistent in pa prodajalec. In z takšno spletno stranjo, ki bo imela te elemente, lahko potem seveda smo veliko bolj učinkoviti, ker ti bo zelo hitro jasno, da lahko zgradimo v bistvu sistem, ki bo vodil obiskovalce v stranke in potem ponovne nakupe, priporočila in tako naprej. In spletna stran je lahko tudi čudovita za grajenje tvoje prepoznavnosti. In mogoče, če se zdaj nekako dotakneva, kaj so tisti prvi elementi, bi v bistvu jaz rekla, da najprej potrebujemo nek lijak. Nek marketinški lijak, ki bo naše stranke torej peljal od ene točke do druge. Torej, ki jo bo lepo vodil, brez da smo mi v bistvu konstantno z njimi v komunikaciji, v stilu, da jih moramo za rokico peljati naprej, ampak da jih imamo v bistvu sistem, ki ga enkrat postavimo in jih potem avtomatsko vodi od ene točke do druge. In seveda tukaj najprej torej potrebujemo ponudbo. Jaz bom rekla kar temu ponudba nič. Ponudba nič je v bistvu tista ponudba, ki je običajno recimo v tem primeru bi bila brezplačna ponudba. Zakaj? Zaradi tega v bistvu, da postanemo magnet za prave stranke, da najdejo rešitev, ki jo mi ponujamo in da jih skozi to ponudbo začnemo tudi bolj ogrevati in peljati na naslednje korake. Velikokrat torej jaz rečem temu darilo 2.0, to je takšno napredno darilo oziroma brezplačnik, ki dejansko vodi obiskovalca do stranke. In zakaj je tukaj brezplačno? Zaradi tega, ker nove potencialne stranke še mogoče ne bodo čisto pripravljene. Reči, ja, jaz sem takoj pripravljen, še rabijo mogoče malo ogrevanja, malo, da se zgradi zaupanje in tako naprej. Zato je lahko torej ta ponudba nič res zelo, zelo učinkovita na tej točki, zaradi tega, da res pridemo do tistih novih, svežih obiskovalcev oziroma potencialnih strank, ki nas še ne poznajo. In tale ponudba lahko rečemo, da bi recimo bilo to, da naredimo ali nek vodič ali neki kviz, kako najti barvo, ki na kameri recimo poudari tvojo lepoto. In se izogniti mogoče tistim barvam, ki niso zate primerne ali pa ki mogoče odvračajo tvoje stranke ali pa kaj takšnega. Tako da lahko bi recimo
recimo dali en taki PDF in zraven še video z razlago ali pa celo kviz, skozi katerega bi torej mi potencialno stranko vodili in ji na koncu v bistvu predlagali, katera barva je najboljša zanjo in pa mogoče katerim se naj izogne, zraven pa bi lahko dodali še mogoče video z razlago. In to bi bila recimo tale naša ponudba nič, ki bi pa potem seveda vodila v eno na našo malo nižje cenovno ponudbo in sicer to je pa, bom dala kar pod P1, torej ponudba 1. In ker je to brezplačna ponudba, za te dve ponudbi v bistvu želimo, torej brezplačna je itak brezplačna in ponudba 1 je nekaj nizkocenovnega, zato seveda lahko pričakujemo, da bo tukaj v teh dveh ponudbah torej največ naših potencialnih strank. Kaj to pomeni? To pomeni, da jih moramo narediti tako, da ne zahtevajo našega mogoče individualnega časa. Zdaj, če si na začetku posla in imaš veliko časa, potem seveda lahko vključiš, je to zelo super. Drugače pa bomo v bistvu tukaj v tem primeru torej načrtovali na način, da v bistvu lahko delata na avtopilotu 24 ur na dan. Ta je brezplačna, a ne, ponudba 1 je potem neka nižje cenovna in se lahko prodaja brez naše omejitve. Kaj to pomeni? Da ne rabi našega časa, da ni delo 1 na 1, kjer bi pač lahko imeli samo 24 ur na voljo, ne? Ampak je to recimo ponudba, kjer si sami, kot neki mogoče mini spletni tečaj, kjer si sami naredijo svojo stilsko preobrazbo oziroma da lahko pogledajo recimo kot en taki stilski priročnik, vodič, kjer jih vodimo ali pa pokažemo, a ne, mogoče je lahko tudi čisto navaden nek PDF, e-knjižica, kjer jih vodimo, kako lahko te naše podjetnice sestavijo svoje outfite, da bodo recimo na kameri izgledale super in hkrati ne bo potrebe potem, da bi morale iti v trgovino, ampak lahko kot trgovino uporabijo recimo svojo omaro. In to bi lahko bil recimo en taki mini vodič, ki bi potem seveda vodil tudi, oziroma bi bil kot neka pokušina, malo bolj kot tista brezplačna, a ne, ampak vodil do naslednje ponudbe. Zakaj? Zaradi tega, ker iz te ponudbe 1 potem mi v bistvu peljemo, oziroma za to podjetnico bi jo torej peljali idealno stranko v ponudbo ne 1, ampak 2, torej v drugo, že višje cenovno ponudbo, torej jo peljemo po stopničkah, a ne. Za tiste torej, ki jim je dovolj, da imajo sami to vodič, da imajo usmeritve za to pa to, je tukaj se zaključi zgodba. Med njimi pa je zagotovo nekaj takšnih, ki si želijo več, ki si rečejo, joj ne, jaz pa rabim to individualno, dej, a mi lahko ti pomagaš, a ne. In v to ponudbo 2 recimo bi vključili, da jim pripravimo mogoče, a ne, nekaj v stilu zablesti ali pa zaživi na online zabavi, a ne, in jim stiliramo 5 outfitov po meri pred kamero. Lahko recimo, da poteka to preko Zooma, da pokažejo oblačila in jih potem mi torej stiliramo, da poudari lepoto, da poudari mogoče tiste vrednote brenda in da ima potem podjetnica recimo pripravljenih 5 outfitov v torej tej ponudbi. In zdaj nekateri bodo rekli, 5 je za mene čisto dovolj, jih potem obrnem, a ne, in je to zame čisto dovolj, ali pa si kupijo še dodatnih 5, če so res veliko na kameri in tako naprej, a ne. Nekatere bojo pa rekle, wow, a ne, jaz sem zdaj že bila, torej imam barve, ki so mi pomembne, potem torej dobila sem že malo pokušeno, kako lahko stiliram v svoji omari, ampak nisem čisto zadovoljna, oziroma ne, da nisem zadovoljna, ampak jaz si želim več, a ne. Potem kupijo torej teh 5 outfitov, jih pretestirajo in vidijo, da so na kameri se počutile ful bolj samozavestno in si rečejo, wow, to je to, kar potrebujem, jaz želim še več, a ne. In za tiste, ki rečejo, da želijo še več, pripravimo mi še recimo tukaj ponudbo 3. To je pa ponudba, ki je res višje cenovna in popolnoma tako personalizirana in pa individualna. To bi bila lahko recimo takšna popolna stilska preobrazba same podjetnice in pa tudi njene omare. In bi bilo tako celostno zajeto, da torej preobrazbo naredimo na podjetnici, da gremo recimo pogledat, kaj ima v omari, kaj ni primerno za njo, kaj je, torej da jim celo omaro zrihtamo, potem v bistvu gremo še korak naprej, torej peljemo še k frizerju, peljemo za make-up, potem pa gremo še shopping, kjer dokupimo v bistvu tiste kose oblačil, ki bo recimo naredili eni taki celostni makeover. In lahko je v bistvu to res en taki VIP paket, ki je res za tiste, ki si želijo na naslednji nivo, ki res želijo popolnoma transformirati. In to je v bistvu lahko potem naš lijak. Taki prodajni lijak bi lahko rekli. Zdaj seveda znotraj lahko naredimo znotraj lijakcev še lijakce in tako naprej, ampak samo tako, da vidimo torej ogrodje, a ne, je lahko to lijak. Zakaj je lijak? Zaradi tega, ker vidimo, da torej na tej ponudbi bomo definitivno imeli največ potencialnih strank za to ponudbo. Tudi če je brezplačna, ne, pričakujemo, da tukaj bo torej največ strank, potem pa se v tej
tej smeri torej stranke zmanjšujejo in pa povečuje se torej cena. Tako da jo zelo lepo peljemo, tiste, ki hočejo več, jim ponudimo še več. Kar pomeni, da bodo stranke ful zadovoljne, ker bodo lahko bile z nami dlje časa in bodo dobile veliko vrednosti, ki si jo želijo. In tudi mi bomo zelo zadovoljni. Zakaj? Zaradi tega, ker ko mi enkrat ohranimo stranko, je seveda to veliko ceneje, kot če bi mi želeli recimo samo za to tretjo ponudbo, višjo cenovno ponudbo, vedno znova pridobivati nove in nove stranke. Ampak seveda to ni še vse, Tukaj lahko tudi vidimo, torej, da ta ponudba P0 je bolj naredi sam in potem se vedno bolj premikamo k temu, da je v bistvu ponudba narejeno zate ali pa s tabo. Tako da je vedno tudi več našega časa tukaj vključeno, zato da lahko mi potem tudi, če imamo takšen sistem ponudb, lahko potem tudi raste naš posel. Nimamo enega stropa, kjer lahko delamo samo 24 ur in je konec, ampak lahko lepo rastemo. Dokler torej ne pridemo do te maksimalno izkoristka te ponudbe 3, potem pa seveda lahko dodajamo še ponudbe 4 in tako naprej. Ali pa povišamo ceno in s tem spet lahko rastemo naprej kot posel. Zdaj pa mogoče je tvoje vprašanje, Maja, ampak kako bodo zdaj prišli do te naše ponudbe 0? Eden izmed načinov je, da oziroma kako bomo sploh dobili te nove, ki še nas ne poznajo, na našo spletno stran. In to super je vprašanje in sicer bomo naredili recimo podcast. Na naši spletni strani bomo torej imeli zdaj en podcast. Podcast torej točno na to tematiko, stilist glede na tematike, torej kako podjetnice, lahko tudi podjetniki, ampak v tem primeru smo se res zelo lepo fokusirali za podjetnice, kako dobro izgledajo pred kamero. In kaj bomo s tem podcastom potem naredili? Ko bomo mi podcast objavili na našo spletno stran, prvo bomo poskrbeli za SEO optimizacijo, kar pomeni, da se bodo naši ti podcasti začeli pojavljati tako na Google, tako na YouTube, tako na vseh teh podcast platformah in bomo takoj začeli dosegati novo občinstvo. In seveda, da bodo poslušali ta podcast, bodo prišli na našo spletno stran. In ker bo ta podcast potekal vsak teden, bodo imeli razlog, da pridejo v bistvu vsak teden lahko na našo spletno stran poslušati nov podcast, kar pomeni, da se bolj spoznavamo, kar pomeni, da se gradi zaupanje in kar pomeni, da ogrevamo naše potencialne stranke, da postanejo tudi stranke. In ko pridejo večkrat na našo spletno stran, je zelo verjetno, da bodo tudi kliknili več o naši ponudbi oziroma jim bomo skozi podcaste tudi ponujali te naše ponudbe, ki jih imamo, brezplačno, potem pa lahko tudi kdaj plačljivo. Zdaj, če mi sami snemamo podcast, bomo dosegli s tem neko določeno število ljudi, ampak mi recimo želimo, da ta podcast doseže še več ljudi. Kaj lahko naredimo v tem primeru za Metko, mislim, da smo ji dali ime, Torej za Metko bomo pa rekli, da bomo povabili tudi goste. In sicer goste, ki podpirajo te tematike, ki so nekako komplementarni nam. Kaj bi tukaj lahko bili? Če mi skrbimo za stilsko preobrazbo, bi lahko to bili potem še kakšni gostje, ki so frizerji, ki skrbijo za make-up, ki skrbijo za opremo, ki jo rabimo za snemanje recimo videov, mogoče tudi kakšni za obrazno jogo, za prehrano, za zdravje, kakšne druge trike in tako naprej. Skratka, lahko gremo res zelo široko. In ti gostje bodo potem povabili tudi svoje občinstvo na ta naš podcast, kar pomeni, da bomo torej tudi mi prišli pred novo občinstvo. In s temi sodelujočimi na podcastu lahko ustvarimo mogoče tudi kakšno dodatno ponudbo, ki je pa mogoče taki bombonček samo znotraj tega podcasta. Se pravi, na ta način bomo torej gradili neko prepoznavnost, se pozicionirali in tudi širili torej pred novo občinstvo. In naša naloga je samo torej ta, da torej redno vsak teden objavimo, oziroma ta Metka bo objavila torej nov podcast na to tematiko. Ali bo solo, ali pa bo recimo z gostom. In tukaj lahko torej tudi potem prikažemo potem kakšne primere, delimo tudi intervjuje z našimi strankami, kako smo naredili z njimi preobrazbo, kot iz zakulisja in tako naprej. In s tem v bistvu govorimo tudi o tem, kaj mi počnemo kot stilistka, gradimo torej na prepoznavnost in hkrati lahko takšni videi
oziroma intervjuji delujejo tudi kot izjave, ki jih neki drugi podjetnice v tem primeru recimo bodo verjetno veliko bolj si želele poslušati, ker imajo neko dodano vsebino, niso tiste gole izjave, zelo take prodajne, ampak je res neki prinos zraven, kjer lahko dobijo uvide, kjer lahko vidijo, da se da je mogoče, so opolnomočene poslušalke in se tudi rade potem vračajo. In zdaj, ko imamo torej ta podcast, nam bo torej seveda vodil v te naše ponudbe. Če v vsakem podcastu recimo omenimo to našo brezplačno ponudbo, že lepo polnimo, je to en vir, ko že recimo polnimo ta naš lijak. In gre popolnoma, da ne rabimo biti tisto kupi, ampak res, če je ta naša ponudba res dobra in vodi v naslednje korake, je to lahko zelo učinkovito, pa tudi zelo prijetno za verjetno večinoma podjetnikov pa podjetnic. Zdaj, seveda, tukaj bi bilo fino, da ne zanemarimo, da ko se nekdo prijavi torej na našo to P0 oziroma brezplačno ponudbo, da jih potem seveda se sproži tudi sekvenca mailov, kjer ljudi torej seveda še naprej ogrevamo, ker če samo to dobijo, pa potem pozabimo na njih, lahko tudi oni potem pozabijo na nas. Je fino, da imamo potem email sekvence, ki hkrati torej tudi prodajajo torej vse naslednje ponudbe. Ali torej samo P1 ali pa celo vse 3. Ker lahko se zgodi, da bo v naš lijak prišel nekdo preko te brezplačne ponudbe, ki si ne bo želel po teh stopničkah iti, ampak bo želel si že na tej točki reče, ok, jaz rabim totalno transformacijo in bo recimo iz P0 preskočil kar v ponudbo, torej P3. Tako da tukaj seveda skozi te maile imamo potem možnost, da na nek način prodajamo brez take sluzaste prodaje lahko komu tudi to vse ponudbe hkrati. Torej in iz podcasta lahko tudi se direktno prijavijo na naše novičke. Tako da imamo potem več možnosti, kako se ta baza gradi, da potem zelo lepo tudi prodaja. In kaj zdaj tukaj v novičkah lahko pošljemo? Lahko skreiramo, torej Metka bi tukaj skreirala recimo eno tako sekvenco mailov dobrodošlice, kjer na nek način sebe predstavi svoje delo in tudi da dodano vrednost in pa tudi pošilja potem v vse te ponudbe, ali brezplačno, ali ponudbo P1, P2 in pa P3. In pošilja redne novice, zato da skozi te novice v bistvu vabi spet na podcast, ker ko je nova, recimo objavimo novo epizodo podcasta, potem seveda to damo tudi v novice, zato da se gradi spet to zaupanje, da je večja pozornost in tako naprej. In zdaj mogoče si rečeš, ok, Maja, to je vse ok, pa vse, ampak kako lahko še zdaj to damo na naslednji nivo? Kako lahko brez, da zdaj mi ful nekaj delamo, pridemo še do več novih strank? In sicer to bi lahko naredili z sistemom oziroma z torej priporočilnim sistemom. Kaj to pomeni? To pomeni, da zgradimo v bistvu za naše stranke nek priporočilni sistem, ki pa seveda, ali pa če kar tako naredimo, ki seveda bo prodajal vse naše ponudbe brez nekega našega dela. Lahko so to ponudbe, ki so brezplačne ali pa plačljive. In recimo v tem primeru bi lahko naredili priporočilni sistem in to, da se vračajo, da bi v bistvu ponudili novi stranki in pa naši stranki, ki je recimo nekoga priporočala, da ima si zbira ene take SOS stilska svetovanja. To so lahko na primer taka mini svetovanja za stil, ko so recimo pred kakšnim večjim dogodkom, pa rabijo recimo preveriti, ali je njihov stil ok. In se lahko slišimo recimo preko Zooma kot neki taki SOS klic, ko si predstavljaš, da si, ne vem, pred enim velikim intervjujem in potem ne veš, a je to res stilsko ok, in lahko potem ta SOS stilski svetovanje klic tudi recimo uporabiš, in več kot prinešeš stran, več teh klicov lahko dobiš. In to je tako super lahko za našo stranko, ker je zelo uporabno, in pa tudi za nova stranka, ki dobi mogoče to kot nek dodaten bonus. In tako lahko zgradimo tukaj res en taki čudoviti priporočilni sistem, ki bo deloval. Zdaj, načeloma bi lahko rekli, ok, to je to od tega sistema, nič več ne potrebujemo, lahko pa gremo še korak naprej in še bolj šibamo torej na našo spletno stran, ker imamo zdaj te sisteme osnovne postavljene, še novo občinstvo. In kako lahko naredimo to? Tako da občinstvo torej pošiljamo iz družabnih omrežij, torej Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, karkoli pač imamo, karkoli gradimo, lahko pošiljamo torej na našo spletno stran. Da ni edini vir mogoče samo podcast in pa naša brezplačna ponudba, ampak je lahko Instagram, Facebook in tako naprej. Potem, kaj še bi lahko bilo? Potem so to tudi oglasi, da torej oglašujemo naše brezplačne vsebine, brezplačno ponudbo ali pa celo vse epizode podcasta, kot recimo, da boostamo te objave,
ne? Tako da dosežejo recimo večje občinstvo in potem več ljudi pride na našo spletno stran. Potem so to lahko seveda sodelovanja, da sodelujemo z različnimi, mogoče na kakšnem summitu, mogoče imamo kje druge kakšen intervju in potem povabimo tisto njihovo občinstvo tudi k nam. Potem seveda lahko organiziramo dogodke in s temi dogodki zbudimo večjo pozornost, da pridejo ljudje tudi na našo spletno stran. Potem seveda lahko začnemo delati tudi v tej smeri, da delamo z mediji, a ne, da imamo v medijih, se začnemo bolj pojavljati in tudi s tem, ko smo na nekakšnem mogoče intervjuju, lahko pripravimo kakšno darilo samo za njihove poslušalce, a ne, ali pa gledalce za ta medij in ga prilagodimo točno za njih, a ne, in preko tega lahko potem pridejo na našo spletno stran ali celo na našo mailing listo, kar pa je še dodatni bonus. Tako da tukaj seveda se lahko potem igramo in dodajamo, kar je nam blizu, kar si želimo. Tukaj je samo nekaj primerov, ki jih lahko torej uporabiš. Zdaj, mogoče se zdaj sprašuješ, ok, Maja, to se sliši super, tudi jaz želim takšen sistem imeti. Lahko ga kopiraš, lahko si ga prilagodiš seveda za svoj posel. Če pa želiš z mano sodelovati ali pa te zanima, kako bi bilo to sploh možno in želiš vedeti, torej, kaj je tisti prvi korak, pa mi lahko v bistvu pošlješ na Instagram zasebno sporočilo, kjer mi napišeš, s čim se ukvarjaš in kaj je trenutno tvoj največji izziv. Link do mojega Instagram profila pa najdeš spodaj pod tem videom. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.